Letošnje leto je jubilejno za medobčinsko društvo gluhih in naglušnih za Gorenjsko Auris Kranj, ki je septembra, ko gluhi po vsem svetu praznujejo Mednarodni teden gluhih, obeležilo 65. obletnico delovanja. V tem času je na Gorenjskem postal sinonim društva, ki pomaga vsem osebam z okvaro sluha. V počastitev jubileja so v Mestni galeriji občine Kranj odprli razstavo slik in ročnih del svojih članov ter priznanj iz preteklih let. V uvodni točki je zbrane navdušila gluhoslepa Metka Knez, ki je v znakovnem jeziku recitirala pesem Mavrica. Življenje je kot pravljica. Včasih vetera k rečnim konjem, včasih pomožna ne k rečnim konjem. Življenje je kot mavrica, daj ga držem, vedno popije sonce. Kot je dejala Alenka Dobnikar, predsednica društva Auris, je društvo v vseh letih delovanja doseglo pomembne mejnike in ustvarjalo pogoje za boljše življenje oseb z okvaro sluha. Kot pomembno pridobitev štejejo tudi društveni prostori na naslovu Huje 23a. Vsega tega pa ne bi ustvarili brez zaslužnih ljudi, ki so uspešno tlakovali pot društva. Med njimi so bili v prelomnih časih, ko je bilo potrebno sprejemati najbolj pomembne odločitve, nekdanji predsednik Zdenko Tomc, podpredsednik Martin Dobnikar in sekretarka Zlata Crljenko. Slednji je kranjski župan Matjaž Rakovec izročil posebno priznanje za 35 let delovanja v društvu. Vi danes praznujete 65. obletnico delovanja, gospa Zlata je pa z vami 35 let. In če skupaj seštejemo, je to 100. Lepa številka in moramo biti ponosni na to. Gospa Zlata. Danes sem slišala, da delam v društvu že 35 let. Res dolga doba. Prišla sem na nič. V pisarni nisem imela niti telefona. Pisarna je bila temna, ni bilo, gledala sem v neko drvarnico tam. Bil je velik šank v tistem prostoru, nekaj takih zapitih gluhih, ne bomo rekli. In takrat spomnim se, da sem jokala in da mi je bilo zelo, zelo žal, da sem to delo sprejela. Ampak potem pa človek premisli, premelja vse skupaj in si reče ne, treba je nekaj narediti. In začeli smo intenzivno delati. Res z mladimi gluhimi, razvijali smo različne programe, začeli smo ozaveščati javnost, seznanjati javnost z gluhoto, kakšne so potrebe gluhih, kaj gluhi pravzaprav sploh potrebujejo v življenju, da med nami živijo gluhi. Takrat je bil znakovni jezik prej jezik posmeha, kot pa nek jezik sporazumevanja. Mi smo takrat res vložili ogromno truda, da smo lahko nekako obstali v tej družbi. Poleg zaslužnih ljudi je Zlata Crljenko izpostavila tudi pomembno vlogo financerjev, ki so omogočili realizacijo posebnih socialnih programov društva.
Navsezadnje pa so Fundacija FIHO in gorenjske občine bistveno zaslužne za njegov obstoj in delovanje skozi desetletja. Res častitljiva obletnica društva Auris. Veliko so postorili vseh teh 65 letih za ljudi z okvaro sluha. Na občini smo z veseljem pristopili k njihovim načrtom, jih podpiramo v vsakodnevnih aktivnostih. Ko so zaradi epidemije koronavirusa zaščitne maske postale naša stalnica, se je marsikdo že znašel v stiski, ker ni razumel, kaj je sogovornik zamrmral pod masko. Toda to ni nič v primerjavi s komunikacijskimi težavami, s katerimi se srečujejo gluhi in naglušni. Da so iz družbe marsikdaj tudi odrinjeni, je bilo prikazano v kulturni točki gledališke skupine Auris Kranj. Vizija društva čim bolj povezovati populacijo z okvaro sluha med seboj, pa tudi navzven se povezovati s slišečimi. Nija Cimpršek, dvakratna svetovna prvakinja v street dance šovu, je nastopila s plesno točko Navadno dekle, ki prikazuje zgodbo dekleta iz sveta tišine. Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih za Gorenjsko Auris Kranj ima s podružnicami v Škofji Loki, Tržiču in na Jesenicah več kot 600 članov. Na Gorenjskem ima težave s sluhom približno 20 000 ljudi. S staranjem prebivalstva se ta številka stalno povečuje.